Na kraju tragičnega dogodka je zvenela partizanska pesem. Številne delegacije pa so k spomeniku položile cvetje in vence. Ob spomeniku Staneta Rozmana se srečujemo vsako leto in se bomo tudi vnaprej. Bela krajina ne pozablja dogodkov iz NOB. Tu se je rojevala Slovenija, tu so se oblikovali temelji slovenske današnje države. Slavnostna govornica, črnomaljska županja Mojca Čema Stjepanovič, je obudila spomin na med soborci priljubljenega komandanta, ki je, kot je dejala, z velikimi črkami zapisan v zgodovini slovenstva. Bil je velik strateg in velik borec. Dandanes pozabljamo na pomen partizanstva, a morda bi se lahko ozrli v preteklost in se navzeli takratnega ponosa, ljubezni do domovine, odločnosti in upanja, je poudarila slavnostna govornica in končala z besedami: Zgodovine ne moremo zanikati. Lahko jo le sprejmemo in nje izkušnje vnovčimo v sedanjosti za boljšo in lepšo prihodnost. Tudi veterane vojne za Slovenijo spoštujemo zgodovino, ker so pač to tudi veterani iz NOB-ja, iz druge dobe kot mi. V bistvu smo pa imeli vsi enak cilj za samostojno Slovenijo, tako da borci NOB-ja so temelje postavili, mi smo potem nadaljevali. Na poziv pripadnikov gorjanske čete iz Šentjerneja so današnjo spominsko slovesnost na Lokvah sklenili z zbiranjem podpisov. Ti podpisi so namenjeni preimenovanju vojašnice v Ljubljani Peperka, da se vrne nazaj v Franca Rozmana Staneta. To zahtevo so svojim podpisom podprli številni udeleženci današnje spominske slovesnosti.